Po več kot 30 letih celjska prva gimnazija končno dobila novo športno dvorano. Zagovorniki in nasprotniki predstavili argumente za in proti izgradnji drugega tira. Na jubilejni most do nedelje z električnim avtobusom. Konec tedna se začenja novo žensko rokometno državno prvenstvo. Še zadnjič v tem delovnem tednu, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Na prvi gimnaziji v Celju so dopoldan namenu predali dolgo pričakovano novo telovadnico, ki so jo poimenovali Dvorana Kajuh. Naložba je vredna več kot 3 milijone evrov, denar zanjo pa je v celoti zagotovila država. Današnje slavnostne otvoritve so se udeležili številni ugledni gosti, ki so lahko uživali v pestrem kulturnem programu. Ideja o gradnji nove telovadnice je stara že več kot 30 letja in sega v čas prejšnjega ravnatelja Jožeta Zupančiča. Jaz sem zelo vesel, Tone Šepetavc je izredno sposoben organizator in je odlično izpeljal vse gradbene dela do današnje izvrstne in občudovanja vredne proslave. Zadnje desetletje, odkar je prevzel vodenje prve gimnazije v Celju, si je za novo dvorano močno prizadeval sedanji ravnatelj dr. Anton Šepetavc. Ministrstvo za šolstvo in šport je leta 2014 objavilo javni razpis za izgradnjo. Novembra 2015 pa so na Kajuhovi 2 zabrneli prvi gradbeni stroji. Ja, če bi bil kakšen smučarski skakalec, bi rekel, fenomenalni so občutki. In dejansko je res tako, ne? Jaz sem seveda evforičen na današnji dan, ker za to smo se borili dolga leta. Jaz zelo konkretno zadnjih 10. Zdaj nam je pa končno uspelo. Pripluli smo srečno v pristan, imamo vse pogoje za delo, normalizirali bomo pouk športne vzgoje, igrali bomo na domačem terenu, pred domačim občinstvom in to nam ogromno pomeni. Vrednost izgradnje dvorane Kajuh ter opreme je 3,6 milijona evrov. Nova dvorana se razprostira na 1965 kvadratnih metrih, sprejme pa lahko 870 obiskovalcev. Ko prideš na ministrstvo in se odločiš in še v tem mandatu vidiš, kaj je nastalo, mislim, da si lahko rečemo, pot je bila prava in že dolgo zaslužena. V resnici celjska prva je potrebovala dober objekt, ne samo kot objekt telovadnice, ampak več namensko uporaben objekt. In res danes je praznik. Če smo včeraj zmagovali v Carigradu, danes zmagujemo tukaj v Celju po 30 letih. Mislim, da je to ena od tistih investicij, ki se bo še kako obrestovala. Pa ne samo za šport, ampak tudi za to, da dijakinje in vsi, ki boste uporabljali ta objekt, v njem uživate in krepite zdrav duh v zdravem telesu. Mesto Celje se lahko pohvali z izjemno športno infrastrukturo. Z odprtjem dvorane Kajuh dobiva nov, moderen objekt, ki se ga je zelo razveselil tudi celjski župan Bojan Šrot, ki je prvo gimnazijo v Celju začel obiskovati leta 1974. Danes smo odprli eno čudovito športno dvorano, pravzaprav je pa dvorana večnamenska, tudi sicer je Celje znano, da ima bogato športno infrastrukturo, ki omogoča dober razvoj mladim športnikom, pa tudi številne možnosti za rekreacijo in vse ostalo. Na zadnjem mestu Celje ima pravzaprav največ športnih površin na prebivalca v Sloveniji in ne gre pozabiti, da tudi mesto gradi novo telovadnico k prvi osnovni šoli in pričakujemo, da bo tam nekje konec leta ali pa začetku prihodnega leta tudi ta objekt zgrajen. Jaz se veselim kot nekdanji gimnazijec in pa seveda tudi kot župan mestne občine Celje in sem prepričan, da bo v tej dvorani zelo živahno, tako športno kot tudi, da se bo odvijala cela vrsta kulturnih prireditev. Prva gimnazija v Celju je zadnje desetletje vedno med 3 najbolj športnimi slovenskimi šolami. V njeni skoraj 210-letni zgodovini so jo obiskovali številni sijajni športniki, ki so vidne dosežke dosegali na domači in mednarodni sceni. V teh dneh mineva 50 let, odkar sem prestopil prag gimnazije in že takrat so nam obljubili telovadnico. In vsi smo živeli v nekem upanju in izjemno sem vesel, da je končno prišlo do tega in da dejansko
lahko rečem, najboljša gimnazija, ki obstaja, dobila vse pogoje tudi za vrhunske športnike. Veselje in ponos, da sem bil dijak te gimnazije. Sanje več generacij so se uresničile, tako da nimam besed. Čudovita dvorana, ki si jo je ta gimnazija zaslužila. Res je bilo treba počakati dolgo, ampak na koncu se je izplačalo. Bi rekel, da je to velik korak za celjski šport, kajti gimnazija Celje je bila vedno nosilka, ne samo slovenskega, tudi jugoslovanskega in svetovnega športa. Upam, da bo s to telovadnico se pridobilo še veliko več in da bo se ustvarilo še veliko več športnikov, saj je gimnazija ena prvih, ki je imela športne oddelke, med prvimi 3 v Sloveniji. Ta telovadnica mi pa zbuja spomine na mojo mladost, ker sem v njej delal prve športne korake. Današnje uradne otvoritve so se udeležili številni ugledni gostje, med njimi 3 ministri ter predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez. V bogatem kulturnem programu so nastopili mešani mladinski pevski zbor prve gimnazije, ekstra band glasbene šole Celje ter solista Oto Pestner in Andreja Zakonjšek-Krt. V nedeljo, 24. septembra, bodo volivke in volivci na zakonodajnem referendumu odločali o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. V Celju sta bili na to temo sinoči 2 javni razpravi. Na eni so se zbrali podporniki, na drugi pa nasprotniki oziroma predlagatelji zakonodajnega referenduma, ki so pred časom zbrali več kot 40.000 podpisov. Podporniki zakona o drugem tiru so se zbrali na pobudo največje vladne stranke. Slovenija seveda drugi tir potrebovala ga je že pred 2 desetletjema. Zdaj smo končno na točki, ko smo tako daleč, da se lahko konkretno pogovarjamo o gradnji. Gradnja drugega tira ni pomembna samo za Luko Koper, kot premnogi mislijo, pač pa je potrebna za naše celotno gospodarstvo, za naše ljudi, za stanje na naših cestah in ne nazadnje tudi za naše okolje. Mislim, da je drugi tir nedvomno nujen za nadaljnji razvoj slovenskega pristanišča Luke Koper, za razvoj slovenskih železnic, celotne logistične panoge in vsega gospodarstva, ki se na to navezuje. To je ta gospodarski vidik, z njim bomo generirali tudi delovna mesta. Drugo pa, kar je, se seveda z investicijo v drugi tir in z preusmerjanjem pretovora iz cest na železnic razbremenjujejo slovensko avtocestno omrežje. Vi veste, da je tudi, bom rekel, vsak dan, kdor se vozi na relaciji Ljubljana-Maribor mimo Celja, kakšne so razmere na Štajerski avtocesti. Skratka, to je drugi pomemben učinek. Tretji pa ne nazadnje tudi učinek na okolje, na izboljšanje okolja, ki je s tem povezan, kajti železnica je nedvomno čistejši način prevoza kot pa prevozi po cesti. Precej drugačnega mnenja pa so nasprotniki aktualnega zakona o drugem tiru. Ta projekt ni dolgoročno naravnan, je zelo kratkoročno, ker ga tudi ne bo izvajala ta vlada. Sigurno, da ne. Tej vladi pa gre za čim prejšnjo prvo lopato, ne ozira se pa na to, kar je nujno, da bo projekt trajal čim manj časa, to se pravi, da bo čim prej izgrajen zaradi konkurenčnosti Luke Koper. Mi predvidevamo po teh alternativnih variantah, da bi bila možna izgradnja drugega tira, ampak ne enojnega, kot ga predvideva vlada, dvojnega v 4 letih, to se pravi do leta 2022, da mi prehitimo Pontebsko železnico, na katero gredo Italijani, ki bodo potem pa tovor preusmerjali na Avstrijo in tako naprej. Vse te zadeve so v igri. Seveda je pa tukaj še veliko neumnosti, prav neumnosti, če se ozremo na to, kako je trasa koncipirana. Poslanec največje opozicijske stranke je opozoril na morda največjo zablodo v primeru referenduma. Kaj je dejansko referendumsko vprašanje? Referendumsko vprašanje ni, ali drugi tir je potreben ali ni potreben.
temveč govori o zakonu, ali državljani podpiramo zakon o izgradnji drugega tira. Seveda samo izgradnjo drugega tira ga ni človeka v Republiki Sloveniji, ki to dejansko ne bi podpiral. Zakon sam je pa škodljiv in dejansko ta zakon je treba z referendumom vršiti. Dejansko pa, ko pogledamo škodljivosti zakona, normalno je posod v svetu in tudi pri vseh dosedanjih projektih, ki so se vodili ali majhni ali večji, vedno se investicijska vrednost izračuna na osnovi vsebine določene projektno-tehnične dokumentacije, kajti vemo, da izvedbeni projekti imajo tudi popise del, ker so dela natančno popisana in dejansko se vrednost investicije da zelo, zelo natančno ovrednotiti. Ampak vlada ni počakala, da bi se izdelala oziroma dokončala izvedbena dokumentacija, temveč je prehitela z zakonom in z zakonom določila vrednost izgradnje drugega tira. Kot ste morda opazili, obe strani podpirata drugi tir, hudič pa se skriva v dragih podrobnostih. Od danes do nedelje se boste lahko na mednarodni sejem obrti in podjetnosti brezplačno popeljali z električnim avtobusom. Trasa, po kateri bo vozil tako imenovani sejemski bus, poteka od avtobusnega postajališča Celje, železniška postaja do Hale Golovec in nazaj. Avtobus vozi na vsake pol ure. Eden izmed ukrepov mestne občine Celje za ohranjanje čistega okolja in predvsem v času MOS-a razbremenitve prometa v Celju je promocijska uvedba električnega avtobusa. Mestna občina Celje se kot pilotna občina v Sloveniji loteva elektromobilnosti in eden od ukrepov je tudi to, da bomo v času sejma 3 dni vozili z električnim avtobusom in s tem še dodatno spodbujali k elektromobilnosti. Avtobus boste lahko izkoristili na več vstopnih postajah. Vozi bo na relaciji centra mesta in pa celjskega sejma. Vmes pa bo peljal tudi do Fontane v Žalcu in pa v soboto za potrebe rokometne tekme Lige prvakov bo tudi vozil obiskovalce, da bodo čim večje število videli električni avtobus. Važno je brezplačna, strošek, ker je mestna občina Celje. Bo zdaj to postala praksa, bomo ta električni avtobus v Celju videvali bolj pogosto? Trenutno na trgu še ni dovolj avtobusov električnih, zato ne moramo dobaviti toliko avtobusov, kot jih Celje rabi. V prihodnosti pa definitivno bomo razmišljali o nakupu električnih avtobusov. Avtobusa ne boste tankali, ga boste pa polnili. Kako? Kje? Avtobus se bo tokrat polnil na celjskem sejmu, sicer se pa tudi v sklopu elektromobilnosti postavlja veliko število polnilnih mest za avtomobile v Celju. Teh je v Celju trenutno 10, a v roku pol leta naj bi uredili še 30 polnilnih mest za električne avtomobile. Ta konec tedna pa se začenja novo državno prvenstvo za rokometašice. V njem boste igrali tudi 2 ekipi iz Celjskega. Žalčanke bodo jutri v prvem kolu gostovale pri državnem prvaku Krimu Mercatorju, Celjanke pa bodo v nedeljo prvenstvo odprle z gostovanjem v Ljubljani. Celjske rokometašice tudi v novi tekmovalni sezoni ciljajo zelo visoko, pod sam vrh državnega prvenstva in tudi pokalnega tekmovanja. Ja, sigurno, tako mi čakamo, trenirali smo na polno, začeli smo 7. avgusta, odigrali par prijateljskih tekem, bili tudi na pripravah v Tuhelju. Moram reči, da že vsi nestrpno čakamo prvo kolo in da vidimo, če smo dobro delali. Priprave dolge in naporne kot ponavadi, torej dodaten plus pa priprave, ki ste jih opravili v drugem okolju, torej v Tuhlju. To je tudi za ekipo dobro, da se še bolj poveže. Ja, sigurno, ekipa je letos dosti nova in te priprave so nam res prišle zelo prav. Trenirali smo 2-krat dnevno, vse veste, zjutraj skupaj vstanemo, gremo skupaj jesti, skupaj spijo, pomeni se še bolj povežejo in jaz moram reči, da je vedno tudi lansko, ko smo šli lansko leto na priprave, smo po pripravah nanizali 12 zaporednih zmag, jaz upam, da bo letos tudi tak in takoj podpišem. Kakšna pa so samo pričakovanja za novo sezono? Kaj se da narediti? Ja, poglejte, že vemo od lanske sezone, sigurno smo si cilje postavili visoko, radi bi ponovili lansko sezono, mogoče še stopničko više v državnem prvenstvu,
pa upamo na ugoden žreb v pokalu, da tudi lahko prijemo na Final Four in potem se veste, Final Four je vse mogoče, treba se izogniti krima in si lahko v finalu. Ekipa bo v novi sezoni nekoliko spremenjena. Bili so številni odhodi in pa tudi prihodi. Ja, ekipa je dosti spremenjena je na bekovskih in na pivotu, tako da ostalo ostane isto. Priključili smo še 3 mlajše 2000-letnik, tako da jaz verjamem, da so se punce dobro vklopile, pokazali pa se bo sigurno mogoče ne takoj prve tekme, ampak tle, ko bo trajalo prvenstvo, boljši bomo, jaz mislim, da tudi bolj uigrani, se veste, vsaka ekipa rabi svoj čas, da se navadi, one na mene, jaz na njih, mogoče tudi med seboj, ampak jaz verjamem, da smo do prvega kola že dosti dobro natrenirali in verjamem, da bomo v nedeljo iz Ljubljane prinesli 2 točke. Prva nasprotnica bo v nedeljo Ljubljana. Ljubljana je, vsi vemo, drugi klub Krima, ekipa je sigurno dosti dobra, pomeni, tam se kalijo igralke, ki potem pridejo v Krim, mala neznanka, ampak lejte, mi če hočemo ustvariti svoj cilj, bomo probali to tekmo dobiti in jaz verjamem, da nam bo to tudi v nedeljo uspelo. Po nedeljskem gostovanju v Ljubljani bodo celjske rokometašice prihodnji teden odigrale domačo tekmo, ko bodo v Golovcu gostile Zelene doline Žalec. Ponoči se bodo padavine od jugozahoda spet okrepile, vmes bodo tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo prevladovalo oblačno vreme, občasno bodo še padavine, deloma nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V nedeljo popoldne bo dež večinoma ponehal, delno se bo razjasnilo. V ponedeljek pa bodo padavine od zahoda spet zajele večji del države. Toliko v naši informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost. Vabljeni, da ste z nami spet v ponedeljek. Nasvidenje.